Še enkrat, danes je malo bolj tema. Pozdravljeni, z nama je Katarina Marinč, ne prvič. Ne zadnjič. Ne zadnjič. Katarina je naša razsvetljevalka za kundalini jogo in danes je tukaj, da nam bo povedala, kako zapecati svojega učitelja. In z njim sanjsko živeti potem naprej. Pozdravljena, Katarina. Živijo. A veš, da naš največji učitelj je naša duša. In potem, ko smo z njo povezani, smo srečni v vseh odnosih. Ok, se pravi, moraš zapecati sebe. On je sebe že Roma, veš, kako njega srečati. Aha, kako njega srečati. Ja, takrat pa še nisem poznala kundalini joge, ker me je v njo uvedel prav že Rom. Da sem pa njega našla, to so bila pa potem ostala znanja univerzalnih zakonov, portalov, izjemna intuicija in poriv, da je mojemu bodoči mož v Franciji. Rabila sem 5 do 6 mesecev, da sem vseeno se usedla v avto in šla v neznano. Po svojega moža v Francijo. Si ti lahko zamisliš. Se usedeš v avto in rečeš, grem po ženo v Francijo, v Pariz. Meni se to tako sliši, kot da bi jaz recimo lahko se, kako bi rekel temu, dobil mojo zelo čedno učiteljico joge. Ali pa pilatesa. Potem pridi naslednje leto v Francijo. Okay. Na mednarodni festival kundalini joge, kjer se nas zbere iz celega sveta okoli 3000 in tam je ogromno kundalinik jogik, ja. Ki so res ženske, ki so sebe našle, ja. Ki so postavljene, ki vedo, kaj želijo. Okay. In mislim, da nekaj takega si tudi ti želiš. Ja? Ne. A greva drugo leto? Ja, absolutno. Greva? Ja, jaz sem že zmenjen. Jaz sem si to že rezervirala. Drugo leto gremo tja, ne? Drugo leto gremo tja. Da še jaz mogoče kakšnega jogi učitelja najdem. No, evo, to je v bistvu to, zakaj sem hotel, za mami sem hotel najti. Ja, to je fajn, zaradi tega, ker na tem joga festivalu, kundalini joga festivalu, je skoraj polovica žensk, polovica moških, ne? Ker na dosti spiritualnih delavnicah so predvsem ženske. Ja. Tako da je zelo lepo videti to sinergijo med moško in žensko energijo, podporno. Pa to je zanimivo, da naprimer v kundalini jogi vidiš veliko moških, mislim, mnogo več moških, kot drugače, ne? In zelo je tudi veliko muzike, ne? Mislim, da je meni kundalini, pa tudi tebi na koncu kundalini presenečenje in taka ljubezen, ne, to je zanimivo, ne, kako je to, kako ti to si razlagaš? A to v bistvu moška joga? Zelo dobro vprašanje. V bistvu je joga in za moške in za ženske. To, da je veliko moških, je zato, ker je to joga ognja, joga življenjske moči, vadba, ki res zavzame z vadbo, streniramo in telo, in in dušo, body, mind, soul connection, o kateri tudi zdravniki čedalje bolj govorijo. In v kundalini jogi je ogromno tudi poslovnežev, ogromno ljudi, ki delajo, ki imajo pomembne naloge za dvig zavesti, pomembne službe, s tem, da se zavedajo, da za biti zdrav, biti izpolnjen, slediti svojemu poslanstvu, rabiš neko dobro prakso. In ti ljudje se res vstajajo ob 4-5 zjutraj. Ja. In jim je to osnova potem za iti v vsak dan. Tako da kundalini joga je res čisto za vsakega, ne glede kateri poklic upravljaš, lahko je to za mizarja, lahko je za frizerja, lahko je za učitelja, lahko je za poslovneža, lahko katerikoli poklic. To je zanimivo, ne? Življenjska energija. A veš, kako bi ti kundalini predstavila za nekoga, ker imam jaz tudi težave, a veš, ko govorim, ko mi rečejo, nekateri slišijo prvič kundalini joga. Kako jo ti predstaviš? Jaz vedno rečem, to je joga, ki je, tako jo jaz razumem, aktivna, dviguje življenjsko energijo, skrbi za pretočno hrbtenico, za pretočno telo, skrbi za hrbtenico, ker kolikor je tvoja hrbtenica stara, si star ti, tvoja življenjska energija. Kaj pa ti rečeš še? Ker od tiste druge svetove oziroma druge dimenzije, za katere jaz tudi vem, pa že več ne vem, kako jih naj imenujem, ne? Ja, ponavadi predstavim odvisno, kdo me to vpraša, a ne, ker začutim, kaj bi tej osebi kundalini joga prinesla.
Osnova je ta, da kundalini je naša življenjska energija, ki je dostikrat speča v trtici in v spodnjih vretencih. Dosti ljudi misli, da je to spolna energija. Spolna energija je eno izmed področji kundalini energije. In potem z različnimi položaji, z dihalnimi tehnikami, s fokusom, naprimer na tretjem očesu, na konici nosu, na bradi, z mudrami in mantrami aktiviramo to energijo, jo damo v vsa vretenca in tako kot si rekla, toliko kot imamo mlado hrbtenico ali pa staro, toliko smo mladi ali stari. In potem iz pretočnih in s polno svetlobe in prane, ki je potem v vretencih, gre to v organe, v ligamente, ven v našo auro, kjer imamo čustveno, mentalno in duhovno telo. Skratka, kot bi rekli, življenje gre v vse, kar mi smo, in s tem odplavlja to, kar nismo, naše strahove, naše dvome, našo nejasnost. To je dosti širok pojem. Ne? Jaz recimo tudi razumem, kaj mami prav, da recimo lahko rečeš v 2 stavkih, kaj kundalini joga je. Mene, ko vprašajo, kaj začnem razlagati, jaz pravim, da je to joga, kjer v bistvu se jaz osebno lahko najbolj skoncentriram. Oziroma najbolj poravnam, ker gledam tretje oko, delam, diham, premikam se, mulabanda, govorim, se pravi, delam 5 stvari naenkrat in sem v tistem trenutku tukaj. Ja. V sebi si. Zato rečemo, da je to joga, ki je potovanje k sebi. Ali pa joga zavesti, ali pa joga vodnarjeve dobe. Nekaj, kar je pa najbolj pomembnega, je pa, da jo res poskusimo, ne? Da imamo lastno izkušnjo. Ker noben opis, nobene knjige, toliko je knjig o kundalini jogi, da jaz jih v tem življenju ne bom imela časa vse prebrati in preštudirati, kaj šele dati v prakso, ker je preko 5000 krisetov, preko 2000 meditacij. Za vsako stvar imamo lahko določeno set, torej vadbo, ali za zdravo hrbtenico, za zdrava ledvica, za pretočna pljuča, za iti naprej v življenju, za uravnavanje naprimer hormonov. Ni teme življenjske, za katero ne bi imeli vadbe ali meditacije. In ljudem rečem, dajte si vsaj 10-krat naredite kundalini jogo, preden rečete, da mogoče to ni za vas. Ker potem enostavno na nek način padeš vanjo. In ker vidiš, kako se dobro počutiš, kako bolje spiš, kako bolj veš, kdo si, koliko, tako kot si rekel, ves ta fokus, ki ga imaš med vadbo, potem se naredi transfer, imamo mi fokus na sestanku, imamo fokus na nekem pogovoru, potem kvaliteta kundalini joge je nauči nas vztrajnosti. Potrebno je določen položaj držati, zraven dihati, si govoriti naprimer mentalno mantro, imeti zaprte oči, nič tekmovati s seboj, pa hkrati biti iskren do sebe in nič goljufati, res narediti toliko, kot zmoreš. Kajti so potem učinki. Vedno rečemo, kundalini joga je za močan živčni sistem, posledično je močan imunski sistem, naprej hormoni uravnoteženo delujejo. In Yogi Bhajan, mojster kundalini joge, je rekel že v 70 letih, kakšno bo življenje zdaj, polno informacij, ljudje s polno izzivi. Kdo sem, kaj je res prioriteta, veliko, da bo depresije. To je bil vizionar v bistvu. Vizionar je bil. A ne? Misliš, da tudi zaradi joge, da je lahko tako daleč videl? Ja, mogoče samo da stavek končam in je rekel, kundalini joga ne bo vaša rešitev, ampak bo vaša postavitev. A ne? Brez tega se vam bo čez toliko in toliko let, on je že videl, da bo internet in vse, dobesedno utrgalo, težko boste ostali znotraj sebe in živeli srečno, zdravo in izpolnjeno življenje. Ne? Njega, ko so vprašali, saj ti si že mojster, zakaj še vadiš kundalini jogo? In je rekel, zato, da ostane mojster. Mojster svojega sebstva, mojster, kdo sem. Da vem, kdo sem, zakaj sem tukaj in predvsem, kako sem lahko v služenju ljudem. Kundalini joga nas nauči tega, ne kaj lahko jaz od nekoga prejmem, ampak kako sem lahko v služenju ljudem, človeku, živalim,
zemlji, kako lahko doprinesem, da sem dober človek. Ne. In milijoni ljudi danes, milijon ljudi danes verjetno vadi na svetu. A je na zahodu bolj? Ker jaz mislim, da se v Sloveniji do zdaj, dokler jaz nisem tebe srečala, jaz sem enkrat slučajno naletela na kundalini jogo pred 5 leti, 6, zdaj že več in mi je bilo zelo všeč, ampak potem pa jaz nisem do nikogar prišla več, kot da bi bilo malo skrito. Zdaj tako bi na pamet rekla, če bi mogoče vsi tisti, ki so že delali kundalini jogo, preden sva se midve spoznali, so mogoče doprinesli, da sva se midve srečali, a ne, in midve neko pot nadaljujeva, odpirava. Maj tudi, se oba se učita, da bosta postala oba enkrat učitelja, ne? Oba bosta učitelja. Nekoč, ja. Ja. Meni je ta izraz, da bi bil učitelj, se mi zdi, da bi mogel 5-10 let delati nekaj, preden sem lahko učitelj. Meni se zdi, da ne moreš narediti tečaja in biti učitelj. Ja, ampak je ta tečaj dokaj naporen, ne? Mislim. Ja, ampak ti pravim, učitelj ne moreš biti, dokler do bistva ne razumeš tega, kar delaš. Ne? Tako se jaz počutam. Zdaj nisem odgovorila na vprašanje, ampak če se navežem na Maja, pa ne bom pozabila, ker je Mislim, pomembno. da se tako pogovarjamo, sem malo tja. Ne, je krasno, ker drugače izobraževanje za kundalini joga učitelja poteka 6 let. Torej, to ni nekaj, da bi šel v Indijo za en vikend, za en mesec, pa bi postal učitelj kundalini joge. Prvo leto, to, kar vidva hodita, a ne, se naučimo anatomije človeškega telesa, kaj je tehnologija kundalini joge skozi položaje, skozi mudre, skozi zapore, ki si jih omenil, skozi fokus, kaj je njena zgodovina, 5000-letna tehnologija, kdo vse je poskrbel, da je šla iz roda v rod, s tem, da je bil pa Yogi Bhajan tisti, ki to prinesel iz Indije. Prej je bila ta znanost, ta znanja in tehnike bolj za samo določene razrede družbe in on je rekel, da to res rabi priti v vsak dom, do vseh ljudi. Čeprav so mu takrat grozili, ne, da bo v 3 dneh umrl, če bo to tehnologijo dal ven. In prvo leto je tudi leto, ko je osebni nivo, ko se jaz spoznavam, kdo sem, ko vidva delate in jaz sem šla tudi, gremo čez lastne iniciacije, gremo čez skrije, gremo čez meditacije, imamo veliko domačih nalog. Potem sledi pa 2 leti in pol študija, kjer imamo 5 modulov po 200 ur, se pravi 1000 ur. In sicer so teme 3 umi, avtentični odnosi, življenjski cikli, stres in vitalnost in zavestna komunikacija. In tukaj se zopet ti gradiš kot osebnost. Tudi prvo leto se boste že veliko pogovarjali o tem, kaj je vloga učitelja, kaj je vloga učenca. Zagotovo je meni pomagalo to, da sem že 30 let učiteljica. Ne? To je moja strast, tudi je bil moj poklic. Torej pedagogika, didaktika, metodika je bila odvedno. Zakaj sem tukaj, če kaj sem, ko me ljudje vprašajo, kdo si, rečem, sem učiteljica. Podajanje znanj naprej. In tudi kundalini jogo je nekaj, kar vedno rečem, to še najmanj znam, ker je zdaj 8 leto teče, ker sem v kundalini jogi. Mislim pa, da je prišlo moje življenje v pravem času, ker so se mnoga znanja, ki jih imam odprej, nekako poglobila. Kundalini joga mi je dala strukturo in na osebnem nivoju me je postavila. Izredno mi je pomagala upati si biti jaz, ne glede, kako me bo nekdo videl, čutil, slišal. In kot ženski mi pomaga, jaz temu rečem, biti v moji steklenički parfuma, ker ženske smo tiste, ki povezujemo življenje in ljudi med seboj in se dostikrat razpršimo. Jaz rečem, postanemo toaletna vodica in s prakso kundalini joge grem nazaj v sebe, v svojo stekleničko, seveda se vsi skozi razvijamo. Jaz niti ne rečem, da postajamo boljši, ampak bolj to, kar v resnici smo. In se spomnim, ko si me prej vprašala, če je to moška ali ženska vadba. Ja. Na začetku jaz kundalini joge nisem marala, ker mi je bila preveč moška. Ampak to je moja osebna izkušnja. In potem sem v svoje poučevanje
te joge dala tisto, kar mi je manjkalo, ko sem jaz kundalini jogo začela. Ker ko smo nek položaj, naprimer takole roki držali 61 minut in sem si rekla, in itak že kar jokaš od vsega, kaj je meni tega treba, vendar takrat mi ni nihče razložil to, kar zdaj jaz rečem, ko vas nekaj boli, pomeni, da se vam krepi živčni sistem. In potem zdaj, ko me nekaj zaboli, rečem, jupi, živčni sistem se mi jača. Ja, na novo se vse vzpostavlja. Na novo se vse vzpostavlja in tudi nove nevronske povezave v možganih. Tako da v Kundalini joga šoli, ko jo bomo začeli z januarjem, potem tudi vsa ta znanja dam. Ne samo, da imamo vadbe, ampak tudi prakso. In ko imamo znanja, kaj se nam s tem jača, potem še bolj veselo delamo, ne. Poleg tega pa, da ko smo v skupini, skupinska energija tista, ki podpira vsakega posameznika. Tako da sem se potem jaz naučila, da je to, da tisto, kar se mi je zdelo prej mogoče preveč patriarhalno ali preveč moško ali celo način, kot da moramo čez trpljenje do nečesa pridati. Surovo, ne, surovo na nek način. Sem znala skozi... ko sem šla bolj študirati dih in pranajama, dihalne tehnike, skozi dih prinesti nežnost in svojo žensko plat ali pa svojo maternico, ostala znanja vnesti, da sem uravnotežila to moško-žensko energijo in potem spoznala tudi veliko učiteljic Kundalini joge, ki pa, če pridete na festival Kundalini joge, če pridete, boste videli ogromno je zdaj učiteljic. Prihaja čas tudi učiteljic. Ne? No, Maj, kaj pa je tebe? Jaz vem, da tebe mogoče že Rom potegnil, ali te je Katarina, ali kako pa kje? Mene je potegnilo to, da sem bil, tako kot sem rekel prej, mene je najbolj potegnilo to, da sem lahko sfokusiran in zato mi zadnje čase, ko sem mal nehal delati, mi malo manjka, ker mi misli bežijo. Vidim, da meni pri teh mojih hiperaktivnosti in temu pomaga. Plus tudi, da moram reči, ta predel, ko delaš tisto vajo in mulabanda in tako se pravi, tle da eno neko... Zapora, ne? Trojna zapora. Ja. Ti da tle eno tako moč večjo in to se pravi, to z vsem tem da s tem me je najbolj privlekelno. Ne morem reči, na začetku me je veliko bolj držal, kot me zdaj drži, ampak takrat tudi nisem nič drugega v lifeu počel, ne? Takrat sem basically se lahko sem temu posvečal. Zdaj mi pa manjka, zaradi tega, ker bi kakšno jutro z veseljem naredil, ker si pol čez dan in mislim, tudi tale Nirmal, najin učitelj, mi je dal eno zelo dobro, zanimivo vajo, ki je v bistvu točno meni pasala, zaradi tega, ker sem močan, ampak on mi je najdel en položaj, kjer sem šibek bil, absolutno, in sem bolj na tej svoji moči delal, tako da mi je zanimivo mi je tudi to pol, ker lahko skozi to neko jogo, skozi teh 7 čakr, ko jih razumeš, ko imaš tudi ta knjiga na 7 čakra, Type Personality. To smo delali tudi na modulu, veš, vidim, da so učenca, mi smo se zdaj hvaliva, kaj smo že vse slišala. Jaz se ne hvalim, jaz govorim, kaj mi je všeč, kaj mi je zanimivo, zaradi tega, ker v bistvu zavzame, tako kot ti govoriš, celo življenje zavzame ta ena veda. Se pravim, ker mene je Nirmal, pa ti, pa Žerom ste me potegnili zaradi tega, ker ste kar nekaj vedeli o meni, kar pač niste mogli kar tako vedeti o meni. Pa ti da pa zamisliti, pa pomislimo, kako so pa pol ti jasnovidci, pol nekaj je tudi na tej jasnovidnosti. Čeprav, ko pogledaš skozi to jogo, vidiš, da so to vse neki vzorci, ki se ponavljajo. V jasnovidnosti lahko povem, da je o 3 umih, kako so povezani. Ker mi nismo to vemo, smo duša, vendar nam je Bog, oziroma v Kundalini jogi rečemo God, sila, ki generira, operira, organizira, dostavlja podporno in daje v destrukcijo nepodporno, dal da bomo mi dobro živeli. In sicer vsi imamo 3 ume, negativni to ste se že učili, pa boste zdaj lahko v super varianti ponovila in se bom navezala na intuicijo. Torej, najprej se nam začne razvijati negativni ki ga imamo zato, da nas zaščiti pred nevarnostjo. Torej, naj bi deloval samo mogoče 5krat v življenju,
ki nam reče ne dotakni se ognja, iti v levo. Jaz živim nevarno življenje, tako da ima večkrat. Pestro življenje. Tako da večkrat krasno, se pravi, imaš uravnoteženega, če te zavarva. In ta je tako, da pri večini ljudi, če ni streniran, je neuravnotežen in se potem poveže z našim nezavednim, podzavestnim ali z našim egom, oziroma to, kar nismo, in bo nam govoril, nikoli ti ne bo uspelo, nisi dovolj lepa, vsi ljudje so slabi, življenje je težko, tako da ga je potrebno s posebnimi krijami, seti vaj ali pa z meditacijami strenirati. Naslednji ki deluje par sekund kasneje, je pozitivni Tega imamo zato, da vedno najde rešitve. Vedno bo rekel, kaj ja. Okay. Ne v levo, ja, pojdi v desno. Če ni uravnotežen, bo stalno kreiral probleme, zato da jih bomo lahko reševali. Tako, tukaj se lahko najdemo, da si mogoče ali mi rešujemo stalno druge ljudi, ali si pa sami naredimo toliko problemov, da lahko skozi rešujemo jih. Ta tretji je pa intuitivni ali meditativni On je pa tisti, ki nas vedno poveže z dušo, ali pa bi rekli, to je naša intuicija, ki bo vedno služil, da smo mi povezani z zakoni življenja ali univerzalnimi zakoni in da hodimo po svoji destini, torej da gremo ven iz karme, iz karmične usode v svojo dharmo in to živimo. In ko sem razmišljala, kako te 3 razložiti, sem pred leti se spomnila gledališča in sem rekla, imam 3 igralci, so 3 Najprej pride, vedno rabi, ne moremo preskočiti, pride prvi ki reče, kaj ne, ampak potem rabi iti dol, dati prostor. Pride pozitivni, reče, kaj ja, in tretji, intuitivni, posluša najprej enega, pa drugega, torej negativnega in pozitivnega, in se odloči sam. Na primer, rekel Kajtarina, pojdi po sredini. Tako da si intuicija se z vadbo kundalini joge močno poveča. Seveda se pa naučimo tudi, da intuicijo, ki jo imamo, jo vedno uporabljamo za dobro. Pri meni dosti ljudi reče, se kar me včasih boji, kaj bom prebrala, v njih, in rečem, nič me niste vprašali, to ni moja vloga, jaz sem vesela, če mi kdaj se lahko odklopim iz radio povezave. In se pravi, nikoli ne uporabimo za nedobre namene tega daru. Te pa lahko kar preberejo, mami? Te lahko kar zadanejo tam, kjer malo boli, ne? Ja. Ker malo spustijo ego balonček. Ja, to misliš mene, ne? Naprimer v šoli, ja. Mami ni dal miru pol leta, kaj je Nirmal povedal. Ja, zaradi tega, ker sem... Ki bil malo bolj grob, no? Ja, direkten. Ne, mogoče... Ne, danes jaz razumem, ker v šoli, midva hodiva v šolo za učitelje. To, kar bo zdaj Katarina, kar bo imela Katarina in kar jaz stojim ob strani, je šola za vse, šola kundalini joge, da sploh vemo, zakaj gre in tako naprej. V šoli za učitelje gre pa za več, gre pa še globje, ne? In moja pozicija, ko sem prišla jaz s svojimi leti in svojimi izkušnjami tja, je zanimiva, ker jaz sem nekje mimogrede slišala, da naj ne bi hodili v to šolo starejši ljudje. Ne vem, kje si slišala, jaz imam midva z Žeromom, prej smo omenili Žeroma, Žerom je moj mož, in tudi z njim sem začela kundalini jogo, včasih učiva tudi skupaj, pa krasno je, ker igra kitaro in mantre. To je tako zabavno. Tako da res lepo. Ja, srčno bomo kaj naredili v Sloveniji v živo tudi, V prihodnje sicer smo že imeli pri vama lani, pri Zvezdana, Zmajem in Zvezdano v neznano. Ja. Zdaj sem pa pozabila, sem zgubila nit, kaj smo govorili. Da starejši naj ne bi šli. Torej imava prijatelja, zakonski par, ki sta pri 70 letih naredila učiteljski tečaj. Pri 70? Ja, tako da ni čas, oziroma kot bi bila češnja na torti, sta tudi živita recimo na prani, ne jesta hrane. Kot bi bila to... Sploh ne jesta hrane. Sploh ne jesta hrane, ja, sploh ne jesta hrane. Razen, ko jaz naredim lepe solatne krožnike divje hrane. Ne jesta hrane, razen, ko jo jesta. Ja, v bistvu se lahko zelo hitro preklapljata. Torej, ni omejitev, nobenih pri starosti, kdaj lahko vadiš ali pa kdaj lahko postaneš učitelj kundalini joge. Poleg tega se da jogo vedno prilagoditi.
če nekdo ne more sedeti v lotus položaju, lahko jo vadi na stolu. Ne? Lani je bilo 100 učencev vpisanih v mojo šolo v Sloveniji. In smo bile ženske in moški od 20. do 80. leta starosti. Tako da res ni nobenega izgovora, vse se da prilagoditi. Seveda tisti, ki imajo posebna kakšna zdravstvena stanja, tisto, jaz nisem zdravnica, a ne, potem kot mentorica ali pa kot nekdo, ki pozna kundalini jogo, recimo, če ima kdo visok pritisk, če ima poškodbe hrbtenice, tej osebi, še preden se vpiše v šolo, povem, kaj naj zdravnika vpraša in da naj za zdravnika vpraša za mnenje, oziroma tudi jaz z zdravnikom pol sodelujem tisto, kar lahko, da res ne bi kakšne dodatne poškodbe naredila. Ne. Tako da resnično ni omejitev, za čisto vse starosti je in ko gledam včasih učiteljice kundalini joge, ne, pri 75 tam na odru učijo, ko vidim njihove mišice na rokah, pa ne samo mišice, njihovo prisotnost, njihovo prezenco, karizmo. Vsaka beseda, ki jo rečejo, vsak gib, ki jo naredijo, vsaka premor tišine, ki je, tako kot gledam tebe, ko igraš na odru, neham dihati, ker te ta oseba, in to je vloga učitelja, to se boste še tudi veliko učila o vlogi učitelja, da drži sveti prostor učencu, ko vadi, uči tudi učenca, da je vadba kundalini joge sveti ritual, da to je nekaj, kar podariš sebi, da to je, zato imamo tudi skozi zaprte oči, da je nekaj najbolj svetega, da narediš toliko, kot moraš, in če se potrudiš, koliko lahko narediš, božansko naredi ostalo, česar ti mogoče fizično ne moreš. Vloga učitelja ni nikoli, da bi bil, naprimer, da bi jaz želela, da me nekdo občuduje, ali da bi med poukom govorila o sebi, v svojem življenju, o problemih, vedno je v službi učenca. In nikoli ne popravlja. Nikoli ne popravlja. Je pa res, da lahko provocira, a ne? Ampak to je treba razumeti, ko je Maj omenil, da ti je normalno nekaj rekel, ker ni to lahka naloga, treba jo tudi poznati, zato je res, da ne moreš v enem letu postati dober učitelj kundalini joge, po moje, rabiš zrasti tudi kot osebnost, pa imeti in znanja in samih dati v prakso. Pa krasno je tudi, ko postaneš, zdaj, ko boste postala učitelja, da imate tudi nekoga, ki je že učitelj, ali pa mentorja, ali pa teacher trainerja, a ne, tukaj bom z veseljem. Ja, tukaj bom z veseljem, a ne. Sej, jaz nisem šla v to šolo, jaz nisem šla, da bi učila nekoga drugega, ne. Jaz sem šla zato zase, ker sem hotela, a veš, da sem se tako v bistvu mal priklenila na nekaj, da ne bi, se veš, mene bo življenje odnesel, zdaj bom imela ta projekt, drug projekt, tako me je pa priklenilo na to, kar bi jaz rada delala, če bi imela veliko časa, ne. Oziroma, jaz sem imel bolj duhoven razlog, ne. Ja? Sem mislil, da bo kakšna mlada učiteljica. Ja, ti si tudi nisi vedela, da boš učiteljica, ne? Ja, jaz sem, ko sem prišla na učiteljski tečaj, toliko in toliko let nazaj, imeli smo ga na Hrvaškem z avstrijskim učiteljem v angleščini. Z istim učiteljem, kot midva. Tako. Z Nirmalom. Z Nirmalom. Ja, si zato. On je pa faca. Tega poznaš, On je pa faca. Ja. In celo, ko smo imeli, prvikrat smo se srečali in meni so poslali eno krio, eno vadbo, in jaz sem mislila, pač v redu, vsem so to poslali, in potem mi reče Nirmal, to pa jutri ti učila. Ja, meni tudi, ja, tako. Jaz to še nisem nikoli učila, s tem, da smo imeli prej en retrit svetega ognja, en teden, ko sva Žeromom vodila 30 ljudi v Sloveniji, nisem imela 7 noči prespanih, 7 dni sem bila mentor, učitelj, toliko ljudem. In sem ob 3 ponoči v kopalnici to vadila, da so stanovalke lahko spala. Delala sem take potem badarije, ki je jutranja sadana, a ne, vadba, najprej se bere sveti tekst Džabdžit, potem je krija, ura pa pol in potem so mantre. In sem med mantrami kar plesala, pa se pozibavala, pa tako. Sem malo zamešala mantra kroge z Žeromom, ne. In seveda potem je sledilo, da je vsakdo povedal, kako je čutil, in ker smo na učiteljskem tečaju, ti potem povejo tudi, jaz rečem feedback, čeprav love back nazaj, kako so oni čutili mene kot učiteljico. A ne, in, ali pa
kaj sem še naredila med relaksacijo, kar najprej vidva že vesta, zdaj za gledalce, najprej imamo ogrevanje, potem je vadba, potem je pa relaksacija in integracija, vse tehnologije. Tam se učitelj ne bi ulegel, jaz sem se tako fajn ulegla. Ampak še vedno, ko je šel Nirmal, tega nikoli ne bom pozabila, tako po stopnicah gor, ko smo končali, pa pogleda tako nazaj, pa reče, a ti res nisi še nikoli učila. Ni mu bilo jasno, ker je bilo vseeno čutiti tako moč, prezenco, to mi je kasneje povedal, vse prej ne more, prej te tudi kaj sprovocira. Sprovocira pa učitelj kundalini joge, vedno samo jaz temu rečem naše malosebstvo ali pa neko rano, ki nam onemogoča, da bi mi prišli v svoje sebstvo, v svojo moč, v svoje potenciale. Je zelo nehvaležna vloga, ker je učenec mogoče lahko narobe razume, je pa veliko darilo učencu oziroma osebi. Če učitelj lažje bi bilo mogoče učitelju ne pritisniti na tisti gumb, vendar naloga je služi učencu, služi njegovi duši, služi njegovemu najboljšemu življenju. In tudi ko vadite kundalini jogo, na začetku lahko zelo občudujete svojega učitelja in vam je vzor, motivacija, inspiracija. Vemo pa učitelji kundalini joge, da učenci lahko padajo tudi v tako imenovani šakti pad, ko naenkrat ti gre tvoj učitelj na živce do konca, in naenkrat ne bi več vadil in naenkrat je kundalini joga nekaj brezveznega in naenkrat najdeš nekaj na učitelju, kar sploh ni, na učitelju. In to je znak, da lahko ti greš na naslednji velik nivo svoje zavesti in zavedanja sebe, da se, ko bi rekla, snameš staro kožo svojih ran, negativnih čustvenih, mentalnih vzorcev, stare situacije in se ali pa kot preleviš, spustiš kožo kot kača ali greš se kot Feniks, vstaneš iz pepela. In pravi učitelj ti tukaj ves čas, zdaj mi gre na jog, ves čas drži podporo in je kljub temu, da ti od učenca mogoče dobiš njegove rane in projekcije negativne, je nekaj najlepšega, ko vidiš to preobrazbo. Nekaj najlepšega. In tudi nikoli ne pričakuješ, da bi se ti potem učenec zahvalil, ker jaz to tako doživljam, je ta naloga nekaj najlepšega, kar jih imaš in potem nova verzija tebe je meni največja nagrada. To bi pravzaprav, zdaj, ko sem te poslušala, mislim, ta vzorc učenja in učitelja in učencev bi v bistvu bilo fenomenalno, če bi to šlo v vse šole, v vsa učenja, da bi tebe učitelj popeljal vase, zato, ker delaš nekaj dobrega zase, da se zahvališ. Ema, Stela, tebe sprašujem, kako bi se ti počutila, če bi tebi učiteljica rekla, zaprite oči, zdaj delate nekaj dobrega zase, zdaj se učite. Domačo nalogo bi naredila. Da bi si se začela režati na vas glas, Smejati bi se začela na vas glas, prav? zakaj bi zaprl oči, zakaj bi to dobrega naredil zase. Evo, vidiš? Prav, da zakaj bi zaprl oči No, in glej, zakaj si bi to videla, dobrega naredil zase. kako mi že majhni mislimo, Baj, kaj ima bi Stela. dobrega s tem naredili zase. Ja, ker nismo mogoče navajeni. Jaz se spomnim, ko jaz sem bila drugače 18 let poučevala francoščino in angleščino in celo teater, ampak otroke. Danes sem se spomnila, da sem bila na TV Paprika, celo rabim neke posnetke to najti. To je bila tudi Zvezdana, drugače. Ja. Zvezdana je imela kuharsko dajo, ki se je A ne rekla... kuharsko? Ne kaže... Pogovore sem imela, A nisi 40 imela plus. kuharski dvoboj tam? To sem pa imela tudi, meni se zdi, ampak na neki drugi televiziji. No, ampak da In ko sem bila na Bežigrajski gimnaziji, ker sem bila, torej študirala sem francoščino in angleščino in pedagoško smer in v 4. letniku za izpit od metodike je bilo potrebno jih tudi učiti. In sem na Bežigrajski gimnaziji učila in smo se učili šteti in potem sem na vsak 5, 10, 15 rabili ploskant in kar niso sodelovali in sem mislila, ali je zdaj to preotročje. Kasneje so mi rekli, mi sploh nismo navajeni, da kaj sodelujemo. In je bilo to, da so nekaj, in potem, se smo pa nekaj končno razumeli. Niso razumeli, da jaz želim, da sem jaz tam za njih, in da jim moja naloga ni nekaj utežiti ali pa celo prikazati neka znanja na težek način,
Ali pa njim povedati, koliko so neumni. Ali pa jim povedati, koliko so neumni. In prej si tudi rekla, kundalini joga učitelj nikoli ne popravlja. Enako je, ko sem jaz učila francoščino, če je recimo učenec rekel oranž, sem jaz rekla oui, oranž. Ja. Tako da učitelj bo, če vidi, da učenec ne dela najbolj točno, ne bom niti rekla nepravilno, bo ponovil, kako je potrebno narediti, mogoče še dodatno pokazati. Potem je pa zanimivo, da tisti, ki že pravilno delajo, se začnejo preverjati, tisti, ki pa ne, pa kar nadaljujejo tako. Ampak se potem, zato imam pa jaz potem tudi predavanja, v moji šoli natančna predavanja, kjer pa tudi povem, roki sta tako, ne pa tako, ker s tem, ko povemo, kaj nekaj ni, tudi našemu umu povemo, negativnemu, negativni ve, kaj ni, in potem bo dal prostor, da bo pozitivni dojel, kaj pa je. Enako, ko je zdaj Ema povedala, vseh 18 let, ko sem poučevala jezike, je bilo meni najbolj pomemben otrok, ga začutiti, najdati njegove talente. Mi smo se učili vse drugo, skoraj kot francoščino pa angleščino, od miselnih vzorcev, ne vem, sem prišla iz Nove Zelandije, smo maorsko glasbo poslušali, teater smo imeli, o Picassu smo se učili. Skratka, ni bilo omejitev, zelo je bilo holistično, bi temu rekli, multidisciplinarno. In francoščina, angleščina bo posledica. Meni je pomembno, da kreativa v otroku, in potem jim je bilo to tako so radi prihajali, da tisto domačo nalogo so z lahkoto naredili, pa ne eno stran, jaz sem jim dala po 15 strani v delovnem zvezku za rešiti, ki sem rekel, oprostite, to je tako dolgočasno, dajte to rajš vi doma narediti. Sem jim tudi razložila, da je treba natrenirati da je treba poštevanko, oziroma mi nismo imeli poštevanke, smo imeli naprimer nepravilne glagole. In če boste to znali, natrenirali, in sem jim tudi dala mnoge načine, kako naj se natrenirajo, in to mi je pomagalo tudi pri drugih šolskih predmetih. Z veseljem so se naučili, ker potem smo bili lahko ustvarjalni že pri pouku. In zdaj, če povlečeva naprimer s kundalini šolo, povezavo, zakaj človek naprimer misli, da je učenje nekaj zoprnega, nekaj nujnega, nekaj, čemur se bi ti v bistvu rajš izognil, ker je tako dolgočasno. Pri kundalini pa ravno to učite. Zahvali se sebi, da si nekaj učiš. A veš, čisto obrne to na glavo. Meni je to všeč. Ker na koncu mnogo ljudi, ki bo zdaj to gledali, bo rekli, zakaj bi pa šla zdaj jaz v kundalini šolo, razen to, da sem jaz tako navdušena, da smo mi vsi trije tle tako navdušeni. Zakaj? Da se bom spet nekaj učila pa mučila. Ja, mislim, sem nekoga, ki ga ne zanima učenje, in tako ne moš prepričati to, da bi ga zanimalo učenje. Tle mogoče včasih res učitelj potegne. Ja. Recimo veliko ljudi meni reče, sem tebe videla, ali pa mi je všeč, Katarina, kako živiš svoje življenje, ali pa to, kar učiš, tudi živiš. Nekoga sem pritegnila z divjo hrano, nekoga sploh ne, mogoče z vsebino. In ko smo 6-mesečno šolo junija zaključali in sem jih vprašala, smo šli v svoj steber in v svoje srce, torej v povezavo z nebom in zemljo in svoje srce. Kaj je tista prva beseda ali pa prve 3 besede, ki pridajo, ko zaslišite kundalini joga? Ja. In vsi so, večina je, oziroma kaj mi je prinesla 6-mesečna šola in vadba, večina se rekla, tak mir, tako radost, vztrajnost, ali pa lep glas na drugi strani, ali pa vedenje, da si na drugi strani vedno podprt. In da ne iščem, da učitelj ne išče, kaj ni prav, kaj narobe, kaj še ni, ampak kaj lahko da in kako lahko potem življenje se izboljša. In po vsaki vadbi sem bila jaz tam tudi kot mentor, da so me lahko vprašali, ali z tehničnega vidika za kundalini jogo, ali karkoli so potrebovali v življenju, ker ko kundalini jogo vadimo, gremo čez mnoge procese. Se zdravijo naši odnosi, pridajo kakšni spomini iz nezavednega, hkrati pa ne samo, da pridajo, čistimo nezavedno in podzavestno, hkrati pa iz nezavednega in podzavestnega, tam so tudi naši talenti in to prinašamo gor. Tako da neka alkimija se začne dogajati, igra, ampak zavestna, in potem je kakšen dan, ki je težek,
kakšen dan, kjer se malo zjočemo, kakšen dan, ko bi vse obupali, a ne. Vendar v pol leta so tako samostojni ratali, da so točno vedeli, če sem v dvomih, je ta meditacija, če se slabo počutim, je ta. Pri ženskah, na primer, meditacija 11 točk lune, to jaz delam 11 minut, če še nisem dober, če bi še kar kričala, a ne, pa tega ne delam, ker vem, da zdramo potem... Kaj pa je to, kaj to praviš 11 minut? Ja, samo tako, da malo poveš, če Malo je težko. 11 točk lune, to je nekaj, to je pa priročnik za moške in ženske in za deklice. Ko sem v Indiji to učila, je prišlo vsaj 100 moških, je v vrsti stalo, da se mi zahvali. Ker so rekli, zdaj pa razumem bolj mojo mamo in mojo ženo ali pa mojo sestro. Ženske, moški ste sonce. In ste skozi dosti v enakih energijah. Ženske smo pa luna in v svojih ciklih in imamo 11 točk lune. Kar pomeni, da na vsake 2 dni in pol se nam spremeni naš način razmišljanja, dojemanja sveta, čustvovanja, prioritete. In dobro je, da poznamo to, ker lahko smo kakšen dan polne energije, cel svet bi na dobro obrnile, 1000 idej, čez 2 dni in pa pol bi pa samo rekli vsem, pustite me na miru, jaz rabim čas zase. Pa tega časa največkrat niti v našem načinu življenja ni. In ženske učim, da prepoznajo, lahko bi rekli, 11 žensk v meni, 11 žensk v sebi, ker če se spremljamo vsaj 3 mesece in zapisujemo svoje občutja, mišljenja, želje, bomo ugotovili, da se ob istem času v mesecu pojavi isti arhetip. In potem lahko že vnaprej rečem, Katarina, če je možno, ne, tamle boš potrebovala čas zase, ne si dati 100 projektov, če je možno, ni več vedno možno. Oziroma, jaz rečem Žeromu, Žerom, zdaj pa ta ženska in me šteka, katera ženska je, in tudi ne bo od takrat od mene zahteval pozornost ali karkoli, ker je to, bi rekla, ker sem na bencinski pumpi in rabim biti sama s seboj, ali to, da počivam, ali berem knjigo, ali grem s prijateljico, ali nič ne počnem in s tem naredim vse. Točno razume, tako da to bi bilo potrebno pa neko v Kundalini joga šoli 6-mesečni, ki bomo imeli, od januarja do junija naslednje leto, se vsega ne bo dalo razložiti, ker to bi bilo lahko spet polletno. Vaja je pa posebna meditacija, ki jo mogoče lahko nekam pripnemo s priponko k posnetku, kako se dela. Leži se na tleh z brado, na tleh in potem se dela, za ženske ta meditacija. In potem se dela tako s prsti sa, ta, na, ma. To je mantra. Sa je življenje, na je prihod v fizični svet in v moje telo. Telo je zelo pomembno pred Kundalini jogi. Mi lahko imamo ogromno znanj, lahko tudi ogromno meditiramo. Če fizično telo ni natrenirano, ali kar si prej omenil, tukaj to področje, mogoče, če bo čas omenimo točka popka, ki je pod popkom, kako je pomembna. Če fizično telo ni natrenirano, potem nam vse znanja in vse lepe želje in vse, kar bi želeli manifestirati in narediti, ne pomagajo. Tako da fizično telo je enako pomembno kot čustveno, miselno in mentalno. Zato je meni všeč, ker te tako poveže s telesom in tako postane vse skupaj eno. Da nisi v tisti večni dvojnosti glava, telo, stalno na eno, levo, desno stran. To je meni tako všeč. In je preventiva, kurativa in jaz rečem temu tudi kreativa. In tudi, če nimaš znanj, če imaš ti učitelja, če imaš krio, pri Kundalini jogi je mogoče to pomembno vedeti, da začeti je treba z učiteljem. Da res ni priporočljivo, da se gre na Google in se tam nekaj krije sname in začne delati, ker je učitelj tisti, ki drži prostor, da učenec res varno vadi, da začetniške vadbe, dostikrat ljudje torej grejo sami, kaj najdejo, delajo na približno, ne delajo pravilno, ni pravilnih ne zapor, ki smo jih omenjali, ne dihanje, kar krajšajo, ker je zelo pomembno, koliko časa določeno vajo delamo, kakšen je tok, flow med posameznimi vajami.
Tako da to ni nekaj, kar bi se sami začeli učiti, če res želite imeti dobre rezultate in da to vadite na varne načine. Ne. Jaz sem videla tudi pri kundalini, je meni, se spomniš, ko smo mi začeli maj delati, pa si ti delala 3 minute, ne? Ker si že itak je skrajšala čas, ne? In se je meni zdel včasih na trenutke, da bom kar znorela, da še ni konc teh 3 minut. Zdaj, ko delam kundalini jogo, je meni 3 minute, mislim, čisto se je čas obrnil. Sploh ga ne doživljam več tako, da bi mi bilo težko. Zato, ker nisi nobenega športa trenirala v življenju. Pravno zato, ker nisi nobenega športa trenirala v življenju. Ne? 3 minute so pri kjerkoli športu, pri ogrevanju, raztegovanju, preteku, to ni nič, ne? Osnova, ja, veš kaj, 3 minute držati takole roke gor, niti ni enostavno. ne, ali pa 5 minut. Tudi meni ni težko, mislim, ni lahko. Tudi tebi težko, ne? Ja. In potem greš in se treseš že in potem se ti zdi, da ne zmoreš več. Ampak se premagaš. Še malo narediš, ne? In tle uporabiš potem dih, ki te učitelj nauči. Točno dih, potem ti vsak v skupini, tudi če smo, ker to bo spletna šola nadaljavo, vsak, ki to zmore, drži energijo in ti lažje do konca narediš. A ne? Seveda se oglaša, tudi če je lahka vaja, če fizično ni zahtevna, na šum, kaj imamo za narediti, kaj je bilo včeraj, kaj ne smemo pozabiti. A ne? In tle sami skozi vadbo prepoznamo, kaj to pomeni biti tukaj in sedaj. Ravno to, da ni nobenih misli levo gor, desno, nazaj, a ne? Čeprav v vsaki sekundi bo 1000 misli. Gre samo za to, kako smo mi samo opazovalci in misli igrajo svojo zgodbo, a ne? Mi pa kreiramo močan živčni sistem, a ne? Prej nisem končala, bomo dali to vadbo, a ne? Ali pa jo naučile še me. Tako in tako bodo brezplačne vadbe v novembru, a ne? In bomo lahko to meditacijo to lahko malo povemo, malo več o tej tvoji šoli, ki se teh počasi bližamo koncu. Brezplačne vadbe, mislim, da je zelo pomembno, da so, da vas povabijo, tako so mene tudi povabile na koncu koncev. In jaz lahko samo eno stvar, se boš zdaj ti to predstavlja, kako bo to izgledalo. Jaz bi sam rada povedala, ne, da meni, poleg tega, da sem shujšala in da sem sklesala tudi pas, se pravi, ženske imamo tle zelo, mislim, me zanimivo, da si rekel, da si tudi ti čutil, da nimaš tle moči, se pravi, 3 prste pod popkom, tukaj noter je naša življenjska moč, no, in jaz sem tukaj bila res bolj švoh in sem s časoma počasi to jačam in čutim eno samo radost. Res, tako jaz čutim kundaline. Zdaj pa ti povej, kako bo to zdaj potekalo, da se bomo lahko ljudje pridružijo, ne? Ja, seveda. Res, vam želim, da saj poskusite na brezplačnih vadbah, a ne, ki jih bova imeli Zvezdano, mogoče se tudi ti maj, bomo videli, kako se lahko priključiš. Jaz grem v Bruselj, ampak se vračam, da bomo lahko vse to iz Slovenije delali tudi. Tako da v novembru in v decembru bodo brezplačne vadbe. 15. novembra se začne vpis, tako, 15. novembra se začne vpis v šolo, bojo zgodne prijave z določenimi nagradami. Tako da hkrati sva Zvezdano želani, imamo 3 brezplačne vadbe posnete, 2 Facebook live pogovora. Mogoče najbolje, da gredo gledalci na spletno stran livinglove.lv, poševnica SI, in se tam naročijo na e-mail novičke, tako boste dobili čisto vse informacije, kdaj bomo imeli mi vadbe, te brezplačne, kje, ali to na Zoomu, ali pri Zvezdani na Facebooku, ali pri meni na Living Love Katarina Marinč Facebook strani. Že zdaj je na spletni strani tudi Kundalini joga darilo, ki ga s enim klikom in napišete svoje ime in mail, ne, tudi prejmete, torej najine pogovore in brezplačne vadbe, da lahko začnete že prej delati, če želite. Tako kot je Zvezdana omenila, mislim, da je dobro, ponavadi je ena predstavitev in potem je vpis, samo meni se zdi, da je dobro, da damo ljudem več možnosti, da vidijo, če bi to bilo za njih. Da tudi začutite, če vam nekaj reče ja, da temu sledite, če vam reče, da to ni za vas, kateri del
vas reče, da to ni mogoče. A ne, tako kot je Zvezdana rekla, da ne bo nikoli učila kundalini joge, tako kot sem jaz rekla, da ne bom nikoli učila, ker prej nisem povedala, ne, na učiteljskem tečaju sem rekla, jaz sem Katarina Marinč, sem multiterapeutka, učiteljica univerzalnih zakonov, ampak joge ne bom pa nikoli učila. Kaj si rekla? Ja, to je bilo zato, ker sem prišla tja za sebe in sem si rekla, kako bom poleg portalov, univerzalnih zakonov, Bachovih cvetnih esenc, zdravilnih kristalnih žarkov, diamantne zemlje iz mojega moža, potem zdravilni žarki planetov, kdaj bom jaz še jogo učila? A ne? In zahvaljujoč tudi tebi sem jo v Sloveniji začela učiti. Jaz sem te z rastjo spodbujala, ker sem si res želela, da bi se to v Sloveniji bolj razširili, ker se mi zdi, da tudi rabimo. No, in Zvezdana tudi ne bo nikoli učila, ampak bo učila tudi v moji šoli, bo darilo, posebno darilo v moji šoli. Mislim, da je treba ozavestiti sploh Slovenci najprej, da moramo skupaj stopati pred čemorkoli, nekaj je treba najti, kjer lahko skupaj stopimo, kjer imamo lahko. Ne rabiš vsak dan isto delati, ne rabiš tako, ampak enkrat na mesec, enkrat na leto, da stopiš v isti prostor, ne bo to virtualen ali pa fizičen, ampak da se najdemo nekaj, kjer v bistvu čisto vsak, tudi najbolj zagranjen, tudi najbolj oddaljen človek v Sloveniji lahko pride zraven in stopi. Meni se zdi to najbolj pomembna stvar. In razvija to skupno energijo. Kar načeloma jaz vidim pri kundalini, da promovira. Ja, skupnost, promovira skupnost. Vedno govorimo o 3 zavesteh. Individualna zavest, potem skupina, ki je most do božanske, te God zavesti. Torej skupina, zavestna skupina ti omogoči, da prej stik s seboj. A ne? In to se potem pri vadbah učimo, da vsak naredi največ od sebe, ker skupina je toliko močna, kot je močan njen najšibkejši člen. To, kar jaz pravim za družbo, družba je toliko močna, kot je močan njen najšibkejši člen. Dobro, to je kar en star pregovor. Ne, to je resnično. Ampak ne, se vem, da je resnično, ampak pravim, da je to zelo star pregovor. Se pravi, ima nič novega, pa 5000 letna. Ja, 5000 letna. 6000 let stara in je še kundalini joga znanja. Jaz mislim, da veriga. Ne, znanja in je še vedno enako sveža in živa, kot takrat, ko se je začela. A ne? To je zanimivo. Ja, in učimo se to, da ni pomembno število ljudi, pomembna je zavest ljudi, ki se skupaj zberemo, ne? In kateri cilj imamo. In če imamo na primer festival kundalini joge ali pa vadbo skupaj, je cilj, ima vsak posameznik cilj iti v stik s seboj in ojačati vse, kar smo omenili, a ne, hkrati to deliti in seveda deliš iz sebe. Ne greš spet, kaj bom dobil, ampak kaj bom sebi dal in kaj bom z drugimi, kako bom sebe delil, kaj lahko skupnosti dam. In tam je pa potem dvig zavesti, brez skupine ne pridemo, ne, samo skupaj lahko pridemo. In če omenim še, kako bo šola potekala, ko si omenil, da lahko v živo se bomo vedno za nagrado, a ne, ko pol leta šole končamo, se dobimo v živo. Tako da julija se dobimo v živo. 5. januarja začnemo po spletu, ker bom jaz večino časa najbrž v Franciji oziroma mogoče celo na turnejah po Indiji in Kanadi. Vendar bomo imeli na spletu, po Zoomu, večinoma vseeno, sem hotela reči po francosko, v živo. Včasih bo pa dano predavanje, torej imeli bomo ob četrtkih, ob 6:30 zvečer, priporočljivo je priti na Zoom ob tisti uri, kdor ne more, kdor je v službi, bo lahko v spletni učilnici temu sledil, kar je velika prednost, ker naprimer, če zbolimo, pa ne moremo v yoga studio, v spletno učilnico gremo lahko kadarkoli, ponovimo lahko krijo toliko krat, kot želimo, več kot jo, bolje je, ker jo vsakič doživiš na novi stopni. Torej, kundalini joga ni potrošništvo, dajmo še novo krijo, še novo, še nekaj novega, ampak je pomembno, da dobre temelje zgradimo. Da imate res dobre temelje, poskrbim kot učiteljica na način, da 3-krat mesečno imamo vadbo z meditacijo, 1-krat mesečno pa predavanje, ker gremo res v podrobnosti. Kaj zdaj ta trojna zapora, ki smo jo toliko omenili, ne dobi zdaj prostor. Torej, stisnemo anus mišice, stisnemo presredek, dvignemo gor, damo trebuh notri, dvignemo gor energijo, damo točka popka, ki smo jo malo omenili, ne ostane misterij, kaj to je gor. In s tem aktiviramo kundalini energijo in jo začnemo gor po hrbtenici pošiljati.
In gremo potem zelo podrobno vam razložiti, zakaj je to pomembno, kako se pravilno dela. Ker če nimamo osnov pravilnih že od začetka, jaz rečem, potem so temelji šibki ali pa po strani in potem bojo prej ali slej stene popokale. Zato sem 6 let zelo natančna učiteljica, ne bi rekla temu stroga, natančna, ker edino tudi imam tako srečo, da so učenci krasni, da ne rabim provocirati veliko, učenca, tako da to je krasno, če pa treba, pa tudi to naredim. In ko imamo res dobre temelje, ko gremo tako v podrobnosti, potem lahko greste na kjerokoli vadbo, tečaj, kjerkoli po svetu boste lahko sledili. To bi rada jaz tudi poudarila, kar lani se mi zdi, nisem tudi jaz razumela. To je šola, to pomeni, da imamo mi predavanja, da lahko tudi sprašujemo. To je v bistvu cel proces in krije so potem, v bistvu vaje so krije, niz zaporednih vaj in to ni tečaj, da ti greš sam in tam telovadiš oziroma delaš. To je več kot to, se pravi, da ti lahko dobiš kompletno informacijo, zakaj delaš to, mislim, kaj to pomeni, ko to delaš, kako delati in še dodatno cel komplet. To je šola, to ni tečaj, ker greš delati samo jogo. Ja, to ni, ker je drugače če je samo vadba, vi delate tako, kot učitelj reče, ampak nimate potem znanj, zakaj je to pomembno. Če pa imate znanja, saj vsi učenci mi vedno pravijo, sem jaz zdaj bolj motivirana, da to naredim. In zato so tudi predavanja, ker gremo pa tako v podrobnosti, ker samo, če stisnemo anus mišice, zdaj pa, če še stisnemo, pa gor potegnemo, je že druga energija. Tako da gremo res v podrobnosti, dobre temelje zgradimo, ker rabimo vedeti, da če se na začetku ne naučimo dovolj točno, in telo si zapomnita, kako smo delali. In potem je potreben čas, da jih odnaučimo, če nismo na začetku dobro znali. Torej, gledam uro, torej spletna, če ponovim mogoče, lahko ponovim. Spletna šola je po Zoomu, ob četrtkih, 3-krat so vadbe in meditacije. Poleg tega enkrat na mesec je predavanje. Po vsaki vadbi ob četrtkih so vprašanja in odgovori, če so potrebni. Domače naloge imate, določene meditacije delate 40, 90 in 120 dni. Naučimo se do potankosti, tudi čeprav tudi jaz vsega na pamet ne vem, kaj se zgodi znotraj naših možgan, ko nekaj meditiramo vsak dan 40 dni ali 90 ali 120. Nekaj najlepšega je, koliko žensk mi je reklo, da zdaj njihovi otroci meditirajo, lažje zaspijo ali vnučki, skratka, ali pa zadnje sporočilo danes, ena gospa mi je rekla, nikoli si ne bi mislila, da bom jaz kdaj se učila jogo, ker jaz bi želela ljudem jo približati. Veliko ljudi misli, zdaj rabim pa mlad, pa postaven, pa rabim biti suha, pa imeti najnovejše pajkice. Za čisto vsako telo, kjerekoli starosti, res ta joga je. In ta gospa mi je rekla, včasih sem mislila, da se mi bo zmešalo od vseh vlog, ki jih imam in vsega dela, zdaj pa grem in živi na vasi, gor na hrib, briga me, kaj kdo meni misli in pojem Satanama in sem v redu, ko pridem v dolino. Tako da res ne rabite biti, ne misli, da rabite biti, da rabite ogromno intelektualnih znanj, da rabite imeti ne vem kateri poklic. Potrudila se bom, da bom res vsakmu lahko približala. 6 mesecev je, če kdo zgubi motivacijo, sem tam za to, pa ne samo jaz, tudi vsi, ki ste v skupini. Vsi ste sokreatorji potem programa, sicer vi ne odločate, kaj bom jaz učila. To se tudi naučimo kot učitelji kundalini joge, ker če bo učenec, učitelj ve, kam vas želi pripeljati, zato bo strukturiral pouk, lahko vas pa spremlja vašo čustveno, miselno pot in pot vaše duše. Vredno milijone, a ne? Neprecenljivo. Ja, mislim, da je to pravo bogatstvo. Več boste vedeli dol, ko bo Jaka napisal v opis več o šoli. Ja, vse informacije bomo pustili,
če se bo le dalo, bova pa midve, en bo podcast Akt, za darilo bomo posneli eno celo krio, tako da si boste lahko kar na YouTubu jo pogledali, kadar boste potrebovali. 50 lajkov pa naredimo. 50 lajkov, ja, a 50 ne, lajkov. 50 naj jih se pridruži, ne? lajka. In lajka, ja, no, tako da. In pošlje No, Maju 100 naš evrov. tehnični vodja se tudi to spozna. Glavne vredno bogatstva, vredno tega, da se enkrat zavedamo tega, da dajemo sebi. In če dajemo sebi in smo mi dobro, potem so tudi vsi okrog nas dobro, a ne? Tako Mislim, je. to je meni tudi ena taka stvar. Meni je Kundalini joga spremenila življenje, upam, da ga bo tudi vam. In Maj, kaj boš ti rekel za konec? Zvezdani veliko stvari spremeni življenje. Pogovori, Kundalini joga. Ja, Tako da, ja, če ima kdo kakšno life-changing zgodbo, naj se prijavi, tudi lahko nam napiše mail na zvezdanov@gmail.com, pa bo mogoče spremenil še zvezdani življenje. Še enkrat. Jaz se med le pridružujem in rečem, da tudi meni je Kundalini joga spremenila življenje. Hvala, Katarina. Brez tebe tega ne bi izvedel. Hvala, Katarina. Hvala. Poglejte si o šoli Katarinini, vse v opisu, seveda pa še predtem se naročite na naš kanal in poglejte, kaj še. Naj vam naš kanal spremeni življenje. Tako. Življenje zdaj ti lahko moto. spremeni vsaka drobna stvar, a veš, jaz tako življenje doživljam. Ne, mama, Kot saj- eno samo spremembo. Se ne A rabi. veste kaj za konec? Jaz se pa sprašujem, kateri mental je moj vaš čas delal, ker nisem gledala ne na to kamero, ne na to, ampak na sredino. Ja, glej, to mi je kamera. Ja, A je saj tudi ena si- kamera? A v redu, v redu. Ti si bila danes zelo pridna in zelo tako ste videli, to, jaz sem te pa prav gledala, ker te jaz tudi tako poznam. Zdaj si bila prav tako v tej mirni energiji, prav tako kot učiteljski, ker ti znaš biti tudi razigrana, radoživa, prideš na travnik, se vržeš med trave in nabiraš uno zelenjavo in potem mi dve jeva najbolj noro solato na svetu. je. Tako da, Tako, ja. vse to. Še Vse enkrat, to, ja. hvala Pa za vse. plešeš, pa poješ, najraje pa imamo, če prideš žerom, pa poješ, pa mi pa linja. In potem še imamo Celestial Communication, to je tudi del Kundalini joge, a ne? Ko mantre z gibi prizemljimo bolj Ja, v kot svoje to meni fizično všeč, telo. ja, To ja. je res tudi nekaj za doživeti. Satnam, Satnam. satnam. Satnam.